današnji slovesni priložnosti, ko se spominjamo 25. obletnice samostojnosti Slovenije in za to priložnost smo pri Cankarjevi založbi izdali knjigo avtorjev Boštjana Furlana, Ožbeja Peterleta in Marka Baležica, Slovenija in pika. V posebno čast nam je vsem, da imamo danes v naši sredini tudi predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ki je med drugim tudi eden od intervjuercev v tej knjigi in ki je tudi avtor sintagme, besedne zveze Slovenija in pika, ki jo je v svojem intervjuju izrekel, pri tem, ko je opisoval boj mnenj v tistih prelomnih časih v Sloveniji. Ta sintagma, mislim, da je v bistvu pripada samemu Demosu. V našem pri tem dogodku seveda z največjim veseljem pozdravljam tudi goste Milana Kučana, prvega predsednika, demokratično izvoljenega predsednika Slovenije oziroma predsednika predsedstva Slovenije, doktorja Dušana Pluta, člana predsedstva, Lojzeta Peterleta, ki se nam bo javljal iz tujine prek Skypa in posodeloval pri današnjem dogodku, in doktorja Dimitrija Ruplja, tedanjega zunanjega ministra Republike Slovenije. V prvi vrsti imamo še ugledne goste in pričevalce tistih prelomnih in za Slovence težkih dni, med katerimi naj omenim seveda doktorja Andreja Zapudra, doktorja Jožeta Mencingerja, doktorja Cirila Ribičiča, doktorja Ernesta Petriča. Upam, da se nam v nadaljevanju pridruži še gospa Spomenka Hribar in, če bo imel čas, doktor Boris Leskovič. No, to je morda dovolj za ta prvi uvod in z velikim veseljem prosim za nekaj pozdravnih besed predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani gospe in gospodje, najprej naj izrečem čestitke avtorjem in založnikom. Razumem, da tukaj nisem samo kot eden od intervjujencov, ampak na predvečer 4. stoletnice, srebrne obletnice naše države, tudi kot ta hitni predsednik. In ob tej priložnosti mi dovolite izreči dve misli. Prva je povezana z dvema temeljnima zgodovinskima izkušnjama, ki smo jo bili deležni Slovenci. Prva je bila sredi prejšnjega stoletja narodni razhod. In druga, konec prejšnjega stoletja, narodna enotnost. Slovenci imamo torej obe najbolj radikalni izkušnji, ki jo nek narod v prelomnih trenutkih mora imeti. In ne prva in ne druga izkušnja nista padli čez noč z neba. Razkolu so botrovale razlike in nezaupanje, enotnosti pa dialog in sodelovanje. Zdi se mi pomembno poudariti, da ko govorimo o enotnosti v času osamosvajanja, ne pravimo, da smo bili vsi enakih mnenj v istem času o isti stvari. Kot velja za vse velike prelomne družbene premike, velja tudi za tega, da je bil poln protislovij kontrovers. Ni premočrten in ne brez otenkov. Vse to je mogoče videti tudi v tej dobrodošli knjigi z naslovom Slovenija in pika. In vendar je prav zaradi tega mogoče oceniti čas osamosvojitve Slovenije kot čas narodne enotnosti. Ne nazadnje
smo prav zaradi tega leta 2005 spremenili naslov praznika, ki je obeleževal enotno odločitev Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Republike Slovenije na plebiscitu iz dneva samostojnosti v dan samostojnosti in enotnosti. To pravim zato, ker se mi zdi prav, da ne glede na to, da puščamo vsakem od nas pravico, možnost, da pove svojo izkušnjo, svoje videnje, tudi da opozori na neke razlike in vse te otenke, ki smo jim pričali v takih prelomnih dogodkih, da imamo na neki strani tudi dolžnost ob tej pravici, da pazimo, da zlasti za prihodne rodove to pomembno sporočilno vrednost osamosvojitve, torej sposobnost slovenskega naroda, da je v nekem prelomnem trenutku enoten, da ohranimo kot nek verno diha tudi za naprej. In na koncu, ob tej priložnosti, ko se obračamo 25 let nazaj, bi se rad obrnil 25 let naprej. Nihče ne ve, kakšna bo takrat natančno prihodnost Slovenije in naše širše domovine Evropske unije. In kdaj in kakšna utegne biti spet nova prelomnica, ko bo na preizkušnji naša sposobnost, da sodelujemo in da smo v trenutku odločitve enotni. Mislim pa, ob določenem tveganju, da bo to povezano z spremembami Evropske unije in našega mesta v njej. Če bomo želeli postati v najbolj povezanem delu Evropske unije in evropska ideja je bila sestavni del ideje o samostojni Sloveniji, potem mislim, da je zdaj čas, mislim, počujem, da pazimo eden na drugega tudi v tem smislu, da ne glede ali pa kljub in prav zaradi razlik, ki so med nami, gojimo eno mentaliteto, atmosfero sodelovanja, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo kot narod in kot država poklicani pred zgodovino za to, da bomo znova definirali naše nacionalne interese in bili enotni za to, da jih uveljavimo. Še enkrat čestitke avtorjem in založnikov, da je koristno prispeval k temu, da bodo tisti, ki morda tega niso izkusili, morda tudi skozi to knjigo, lahko razumeli kompleksnost časa, kontraverznost, pa vendar je sposobnost našega naroda, da je bil enotni. Čestitke. Današnjo prireditev smo si zamislili v dveh delih. V prvem delu, ki bo malo krajši, nam bodo avtorji osvetlili nekaj motivov, okoliščin, v katerih je nastajala ta knjiga. Delo je trajalo 4 leta, celo več kot 4 leta, to ni majhen zalogaj. V drugem delu pa nam bo glavni urednik Sobotne priloge in novinar Dela Ali Žardin z gosti, gospodom Milanom Kučanom, doktorjem Dušanom Plutom in doktorjem Ruplom, v pogovoru skušal osvetliti nekatere momente iz časa osamosvajanja. Morda za začetek bi eno vprašanje naslovil Boštjanu Furlanu. V času, ko se je Slovenija osamosvajala, ste bili praktično prvošolčevi. Začeli ste hoditi v osnovno šolo. Kaj vas je vodilo 25 let potem želji, misli, da bi oblikovali neko knjigo, v kateri bi skušali zajeti čim več informacij o tem času? Ja, pravzaprav kljub temu, da sem jaz najstarejši izmed naše trojice avtorjev tele knjige, so moji spomini na obdobje osamosvajanja, osamosvojitvene vojne pravzaprav zelo, zelo bežni. Moj najmočnejši spomin je iz trenutka, ko je prišel alarm LA in ko smo vsi bežali v klet, jaz sem pa seboj vzel tisto, kar mi je bilo takrat najvrednejše, najpomembnejše, moja plišasta opico. Sicer sem kmalu zatem spoznal, da me bolj kot igrače zanima zgodovina in približno 21 let kasneje se je, kot vsi vemo, se marsikatera zelo dobra ideja rodil v pivu. Tako se je tudi tale rodila nekega večera v Guinness pubu, ko sva z Ožbejem še enkrat več
razpravljala in debatirala o peripetijah in različnih interpretacijah dogodkov zadnjih 25 let. In sva pravzaprav kot neko rdečo nit ugotovila, da mi mladi naše starosti ali pa tisti, ki so še mlajši, o naše zgodbe samosvajanja in demokratizacije pravzaprav ne vedo nič ali pa vejo zelo malo. Kljub temu, da je bilo napisano ogromno enih knjig, člankov in različnih razprav, imam na razpolago več ali manj enostranske ali pa nekako omejene razlage in interpretacije. Po našem mnenju pa oziroma mi mislimo, da pa je pomembno, da mladi vemo in poznamo slovensko zgodovino oziroma poznamo zgodovino demokratizacije in osamosvajanja. Kajti, če ne poznamo zgodovine, če ne vemo, da se je slovenski narod moral izboriti demokracijo, da se je slovenski narod moral izboriti samostojno slovensko državo, potem tega ne bomo znali nikoli pravilno ceniti in bosta oba ogrožena. V ta namen smo se pač lotili, najprej midva skupaj z Ožbejem, potem se nama je kar v kratkem pridružil še Marko, lotili zbiranja enega nabora, čim širšega možnega, čim bolj pluralnega nabora intervjujev o tem obdobju slovenske tranzicije, slovenske demokratizacije in osamosvajanja in 4 leta kasneje imamo danes tukaj prvi del našega rezultata, prvi del knjige, ki je išla kot posledica tega projekta. Ožbej, bi lahko malo natančneje opisal, po kakšnem ključu ste zbirali intervjuance in s kakšnimi težavami ste se srečevali kasneje potem pri svojem delu? Mi smo večino naših intervjujev vprašali, katere so vaše 3 politične napake, ki ste jih naredili v svoji karieri. Dr. Ciril Ribičič je rekel, nisem tudi vesel, da je danes tukaj z nami, je rekel kot 3. napako to, da sem dal vam intervju. Mi smo malo tebe pogledali, smo rekli, ja pa kaj zdaj to je rekel, jaz kot, da je rekel levičar, kjerakoli debato o samosvajanju, iz moje perspektive je Sizifovo delo. Se pravi, če jaz kaj povem, ni tako ni važno, ker je stvar že tako izkrivljena, da je pač to prezvez za početi. Da smo prišli danes toliko daleč, da v bistvu se ena recimo že oseba, ki je bila takrat med ključnimi osebnostmi, smatra za nepomembno in brezvezno, pač je dejstvo samo po sebi. Torej, naš interes, kakor je že Boštjan prej nakazal, se pravi, je bil v tem, da naredimo kar se da širok izbor intervjuancov. Torej, tukaj kot vidite je bolj stvar na politični ravni. Se pravi, imamo od recimo, se pravi, zadnjega načelnika zgodovinske SLS Marka Kremžarja, potem imamo, se pravi, člane iz SLS, SKZ, SLS, SDZS, SDZ, Zeleni Slovenije, SDP, ZSMS. Se pravi, v smislu političnih spektrov smo naredili skoraj vse, kar obstaja, ker mislimo, da ravno to, da v bistvu samo tako se lahko bralec sam postavi, pač si naredi svoje mnenje v tistih časih. In kot so že nekateri kolegi povedali, se mi zdi ta knjiga posrečena ravno zaradi tega, ker za razliko od ostalih zgodovinskih knjig, kjer je v bistvu ta zgodovinska naracija ponavadi linearna, v tej naši knjigi v bistvu dobite, vas vrže v neko okolje tistega časa. Ker tukaj, kot veste, politike med sabo se dosto, mislim, obračunavajo se kar pogosto v tej knjigi, se pravi, veliki citiranja drug drugega, velike napadov in veliko se tudi preverite sprot v knjigi, se pravi, po različnih ljudeh. Tako da to se mi zdi en dober point te knjige. Zdaj, seveda so imena, ki jih bi želeli, pa jih ni noter. Se pravi, recimo, odpovedali so Peter Jambrek, potem zavrnil nas je Slavoj Žižek, potem, recimo, Janez Janša je načeloma potrdil, na kar je rekel, da v bistvu ni utegnjeno, ni imel časa za to, tako da upamo, da bo pristal oziroma da bomo lahko to objavili v drugi knjigi. Potem v tujcev je nas zavrnil Čomski, ker je rekel, da teh tem ne pozna dovolj dobro. Zelo Brajtovo smo že zmenjeni, ker potem se to zavrnila. Baker je odklonil zaradi starosti, se pravi, ta nabor bi lahko bil še večji, ampak mislim, da v dani situaciji smo naredili, kakor se dobro da. Tako da, ja, ne bo to zaenkrat. Marko Valažic, kako bi opredelili glavno sporočilo knjige za vse nas
morda še posebej pa z ozirom na mlade. Torej, najprej vsi lepo pozdravljeni. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se zbrali v tako velikem številu. Kot ste že moja sogovornika dobro nakazala, govorimo o nekem zboru zelo raznolikih misli. Torej, na ta način bi lahko povzeli, da je naša knjiga neko sporočilo, neko jasno sporočilo mladim, da je poseganje nekih delitev možno. Vendarle, če pogledate, knjiga obsega 480 strani, notri so stvari tako različne interpretacije, ampak so kljub temu vse pod isto streho. Z tega lahko tudi potegnemo sporočilo, da demokratizacija pred 25 leti ni bila tako samoumevna. Ni potekala tako samoumevno, kot si mnogi izmed nas danes to zamišljamo. Bil je težek proces, bili so težki postopki. Predvsem smo pa, lahko rečem z vidika mladih, najbolj veseli, da ste se uspeli glavni protagonisti v tistih ključnih zadevah vsaj toliko poenotiti, da je lahko ta knjiga danes sploh izšla. Da lahko govorimo svobodno, da lahko mnenja delimo svobodno. In to je tisto, kar mislim, da mora biti glavno sporočilo nas mladih. Tukaj smo, hvala vam, v demokratični državi živimo. In na tem postavke bom počel. Hvala. Najlepša hvala. Ta zadnja misel, mislim, da je tudi več kot dobro izhodišče za Alija. Ali, prosim,